Moja mami kupi vse časopisov, kjer jih se pojavim. Je tako res vsem na tekočem. Ja, tako res ful lepo, no. Več ali manj z Urško Majdič Umo. Več ali manj, tokrat imamo prav posebno gostjo, čudovito, lepo, pametno in sploh, kar bomo itak kmalu videli, to je naša aktualna Miss Slovenija Elin. Kako si kaj? Ja, super, sem sploh zdaj, ker si tako lepo vod naredila zame. Ja, jaz sem prav videla, da se bo tako lepo zasmejala, čeprav itak se mi zdi, da se ves čas smeji, ne? Ja, skoraj ves čas pa res, ja. Treba imeti nasmešek na obrazu. A pa imaš res si znana potem, da si ves čas nasmejana? Ja, tudi ljudje mi rečejo, da ko me vidijo, se vedno smejim. Velikrat to dobim. To pa je zelo lepa lastnost. Ja. A imaš veliko dela zdaj zadnje čase, odkar si misica? Ja, imam ja. Sploh zdaj zadnji mesec, no, se mi zdi, da sem imela res še največ. Zdaj pa bom videla naprej, bom imela verjetno bolj projektna dela. Pa tudi zraven še kakšne intervjuje, no. A bi rekla, da izkoriščaš v dobrem smislu seveda tako ta status? Ja, seveda, se mi zdi, da moraš pač pol, kaj enkrat, ki ga imaš, je to nekako tvoja naloga tudi, da ga. Pa imaš kakšne take plane, tako jaz pa zdaj, ker imam to moč, ker me slišijo, ker me vidijo, bom naredila to. Kaj? Ja, v bistvu trenutno predvsem to, da nekako imam zdaj ta glas, ker v bistvu ljudje te poslušajo, recimo, ker te prej niso. Trenutno v bistvu predvsem to, da nekako povem, kaj sploh je projekt, kaj v bistvu je Miss Slovenija, da to ni več tisto neko klasično lepotno tekmovanje, ki so ga ljudje včasih imeli za to, pa tudi danes še včasih se to zgodi, da ljudje pol s tem takoj povežejo najlepša Slovenka. Pa temu v bistvu ni tako, ne stoji zadaj za tem samo tisti nek videz, kako ti izgledaš, ampak v bistvu to, kar imaš v sebi, tudi tvoja odgovornost do projekta, kaj nosiš v sebi, koliko si srčen do ljudi, odgovoren, je čist neka zadaj druga funkcija tega, no. Se pravi, razbijaš stereotipe? Ja, razbijamo stereotipe, tako je. To je kar pomembno, no? Kar pomembno se mi zdi tako poslanstvo. Ampak še nekaj, tudi omenjala si o finančni pismenosti, a ne? Ja, tako, to pa v bistvu se tiče bolj mojega študija tudi, ker v bistvu sem na fakulteti za ekonomijo, trenutno drugi letnik na smeri denar in finance, tako da se mi zdi v bistvu tudi prav, da o tem govorim. Tudi v okviru faksa sem v bistvu aktivno vključena v društvo Management Group, poleg tega pa obiskujem tudi delavnice investiranja, da v bistvu nekako se prav preizkušam tisto teorijo v praksi, tako da v bistvu se tudi sama pol na tem še privatno malo izobražujem, no. Se pravi management, se pravi Business Hive, si Business sodelovala? Hive, ja, sem sodelovala. A si sodelovala v organizaciji ali si tekmovala? V organizaciji, že zdaj drugo leto. Ja. Odlično. Dobra izkušnja, ne? Ja, odlična, res obožujem Business Hive. Res ful je dobro. Pridejo študenti s ful idejami, traja pol tam 3 dni, se pravi, da oni nekako razvijajo tisto idejo, v bistvu kot nek mednarodni hekaton, no, na nek način. Ja. In je res ful lepo gledati, no, tudi pol poslušati njihove ideje, pa res je lepo, no. Tudi z ekipo se vedno povežemo mes, ker delamo na tem projektu in je res lepo. Ja, ekipno delo je tudi kar tam pomembno, ja. No, ampak meni se to tudi zelo, zelo dobra platforma in tudi jaz to pozdravljam. Tako da odlično, no, zastavlja si zelo menedžersko, zelo tako poslovno in tako, se mi zdi, da imaš jasen cilj pred sabo. Ja, imam, ja. Mislim, trenutno zdaj najprej bom verjetno diplomirala pol tudi magisterij. Se pa nekako vidim, no, v tem bolj menedžerskem poslu, če tako rečem, tako da bi rada nekako vse to pol združila, pa bomo videli, no, kam me bo življenje pripeljalo. Kaj pa recimo kakšne druge stvari, kaj te še zanima poleg tega, kar si že opisala, no, finančnega? Ja, drugače včasih gremo v fitness, pa tudi pilates, to mi je zelo všeč, ker sem v bistvu včasih plesala balet. Tako da v bistvu mi tudi glasba veliko pomeni, rada gremo včasih še pogledati kakšen balet. Tako da dam temu tudi velik pomen, no. Najljubša glasba, ki jo poslušaš? Najljubša, drugače iskreno poslušam čisto vse. To tudi velikokrat so ljudje tako, ja, pa ziher ne poslušaš vsega. Ampak res, ko bom poslušala pop, house, tudi tehno bom včasih poslušala, klasično glasbo bom poslušala, tako res vseeno. Sem odprta za vse vrste skladb. No, ampak sigurno je kakšna pesem, ki si jo daš takrat, ko rečeš, zdaj pa tole rabim in si daš eno pesem. Katera je to? Kaj pa vem, kaj si dam. Ne vem, kaj si. Trenutno pa sem ena muzika od Katy Perry, ko je že naslov Legendary Lovers, po moje. To zadnje čase poslušam. A ti daja, tako te motivira? Sorry. Kar zjokala se. To Katy Perry. Ne, si. No, zdaj pa greva na več ali manj. Torej, stara si 21 let, ampak bomo malo zaokrožili na 20. Prav. Torej, več ali manj kot 20-krat si dobila vprašanje, a si že od nekdaj vedela, da boš miss? Manjkrat. Manjkrat, ali? Ja. A pa si res vedela, si mislila, da boš kdaj tekmovala?
Iskreno je to prišlo čisto spontano, no, lansko leto, da sem se prijavila. Tudi prijavila sem se predvsem zato, ker sem hotela videti, kako poteka neka organizacija tako velikega projekta in pa dogodka. Pa hotela sem spoznati ljudi, nekako si razširiti še to obzorje. Tako da je bilo to res bolj, nisem ciljala prav na to zmago. No. Pa v bistvu tekom projekta pa spoznaš, v bistvu, zakaj projekt je, kaj je njegova vsebina, tako da pa te pritegne tisto, da bi pa v bistvu ti bil glas tega projekta. In si se zabavala? Ja, sem se. Ja. No, več ali manj kot 20krat si oklevala, a bi se prijavila, ne? Ne, nisem. Nisi oklevala? Ne, niti enkrat. Jaz sem tako kar spontana, kar se tega tiče, ko kaj nekaj vidim in se mi zdi, to je pa dobro in pa se kar prijavim, sploh ne razmišljam, mislim, kaj bo to naprej pomenilo. Jaz se kar prijavim in to je to pa. Kar bo bo. Kar bo bo, ja, to si vedno rečem. Ker začneš tako neko tisto prvo misel, to me pa malo zanima, pač prijav se, sej zakaj pa ne. Pol pa če ti ni všeč, sej kdo pa ti bo rekel, da moraš pa ti nujno tukaj ostati. To je dobro namesto, da overtinkaš, recimo, ja, pa bi res oklevala. Ja. Ok, več ali manj kot 20krat si med pripravami rekla, ok, zdaj pa res ne smem padati na odru. Ja, večkrat, to pa definitivno. To se mi zdaj vedno nek tak strah pol tam, ker si v zaodrju. Toliko ljudi te gleda, tudi če imaš neko dolgo obleko, pa še na sebi v petkah si, da boš lepo hodil. Pol itak vedno je nek stres, pa nervoza, ker si hod, ker vse luči so vate usmerjene. Itak je pol ti strah, da pa če zdaj padem. Tako da to je vedno tega. To smo si po moje vse punce tam rekli. Ne, hvala Bogu, ja. A drugače si navajena na petke? Tudi zdaj imaš petke? Ja, sicer se mi zdi, tukaj tudi mogoče ima pomaga to, ker sem balet plesala. Tako da tam sem bila še v tistih ekstra petkah, a ne, če tako rečemo, čist na špičkah. Tako da ja, mogoče, da mi tudi to malo pomaga, no. Ja, vsekakor. Pa loviti ravnotežje. Saj, če bi padla, bi verjetno sam tak lik. Ja, en pirueto naredila. Ok, več ali manj kot 20krat si pogooglala, kako ostati miren pod reflektorji. Ne, nisem. Manj kot 20krat. Se pravi, si taka mirna, navajena nastopanja v bistvu? Ja, mogoče malo tukaj spet pride to, da sem v bistvu plesala toliko let. Mogoče to pa malo, da sem že bila malo vajena odra. Sigurno. Ja, ne vem, se probam čim manj s tem ukvarjati, ker pol se mi da, kaj enkrat začneš ful nekaj razmišljati, pa kaj če bo, pa kaj če neki, pa ne vem, se rajš prepustim trenutku. Res je. Več ali manj kot 20krat si morala prenašati zbadljivke glede mišic in njihovih kvazi pametnih izjav. Ja, večkrat, ja. Ojoj, in kako si odreagirala, kaj bo recimo? To velikrat slišiš neke govorice, no, kakršne koli pač že so, ali pa tudi to, no, sej, da mislice, da so sam lepe, a ne, da v glavi pa nič nimajo. Sej to se velikrat sliši. To so spet neki stereotipi, ki jih pač ljudje imajo iz nekega razloga. Tako da ja, tukaj je treba sam biti tisti nek glas in vedno znova govoriti, da to ni samo videz, je tukaj zadnji veliko več. Tako da ja, se mi zdaj samo treba to naprej ljudem govoriti, pa da te ljudje tudi spoznajo, da vidijo, no, da v bistvu za tem res ni samo nek videz in pa neke prazne besede. Torej, več ali manj kot 20krat si dobila bizarno sporočilo ali pa mogoče povabilo v inbox. In kaj je to bilo? Ne, manjkrat bi rekla. Ja, v bistvu še nisem, da bi tako dobivala neka ful čudna sporočila ali pa nekaj tako ful, nekaj čist čudnega. V bistvu nisem, še, no. Zaenkrat. Ja, še, ne bomo nič rekla. Ampak ja, nisem, no. Tako da v redu. A si zelo aktivna na družbenih omrežjih? Ja, drugače ja. Tudi se pač trudim biti, ker se vemo, da tam danes ljudje, pač, če bojo že nekje videli, bojo verjetno na družbenih omrežjih, zdaj je to Instagram, TikTok, tudi verjetno še predvsem pri mladih. Tako da ja, no, se trudim biti aktivna. Okay. Več ali manj kot 20krat si slišala šale na račun svojega imena in priimka, se pravi Elin Kos. To pa večkrat, po moje, ja. To so velikrat kakšni pohejce, sploh na priimk, ki je pač Kos. Ja. In pa so v kakšnih časih, če se tudi pišejo, ne vem, ali so Kukovica ali pa Čuko, jaz sem pa Čuk. Pa je tako zabavno, no, se mi dobro zdi, da se pol pohejcejo tudi na ta račun. Čeprav jaz bi pa rekla, Elin Kos je vsemu Kos, no tako? To tudi, ja. To ima moja mami doma, ima poln teh slik, vsemu sem Kos in pa je Kos gor. Dobro. Ja, to ima moja mami rada. Kaj pa že samo ime Elina, ne? Jaz sem te že v bistvu v tem prenku sem že tako rekla, tako Eli, Ela, Ele. Kako te kaj pokličajo, kakšne napake so vse? Glede tega je res velikrat zmeda, že od osnovne šole naprej, a je Elin, a je Elin, pol kakšne včasih ne slišijo tistega N-ja na koncu, pa je samo Eli, včasih je tudi sam Lin, včasih sem tudi Ela, ampak
ampak iskreno so mi vse verzije imena všeč. Tako da sam, da se na E začne, pa se bom že oglasila, vem, da gre za me. To sem verjetno jaz. Ja, tako je. Tako da so mi vse različice všeč, no. Nimam se. Čeprav tujci bi pa rekli, verjetno Elaine. Ja, kaj ta zgoraj, nekakšna Elena ali pa tako, pa že neki tako. Eli? Ja, neki tako. Ok, več ali manj kot 20-krat si zavrnila fante, ki so se slinjali okrog tebe. To večkrat verjetno, ja. Do tega pač pride se. Kako pa ti zavrneš fanta, recimo? Tako vljudno ali samo odvisno? Ja, ne, vljudno. Mislim zdaj, da bi ga kar porinila. Tako bolj, veš, stran. Ne, vljudno, pač imam tudi fanta, tako da to je prva stvar, ki jo rečem, a ne. To ponad verjetno že pol deluje, pa vse so spoštljivi, no, se je vse tako v redu. Ampak ja. Ja, kaj pa, če kakšen ne bi bil spoštljiv? Imaš tudi kakšno znanje borilnih veščin? Ne, v borilnih veščinah nimam znanja, nažalost, ampak do tega še ni prišlo, no, tako da vse je v redu zaenkrat. Ok, tudi upam, da ne bo. Ja. Več ali manj kot 20-krat si jokala, ko si izvedela, da si postala Miss Slovenije 2026. Manjkrat, ker drugače sem tudi taka, no, da ne jokam velikrat, to je res. Mislim, če že so tako solze sreče, ampak tudi tukaj, no, nisem zdaj več kot 20-krat jokala. Predvsem je bilo tisto vznemirjenje direkt tam na odru, ko so me razglasili za Miss Slovenije, ker tako kar ne moreš verjetno, da si to dejansko prav ti. In se spomnim, da sem se tam še kar tako tresla, no, pa ne veš, kaj se dogaja, pa so že tam takoj neki intervjuji, pa moraš že takoj povedati neke stvari, ti si pa še čisto v šoku. Ja. Tako da ja, to no, sem bila bolj tako malo pretresana v tistem trenutku. Si rabila nekaj časa, da se vse skupaj poleglo, da so se občutki nekako zbrali. Ja, pa da pa tudi tako malo percept, kaj pa se to zame pomeni, kako bo to naprej. Tako da ja, to. Kaj so pa starši rekli? Ja, moja mama je bila po moje še bolj v šoku kot jaz. Ampak se vsem ful dobro zdi, no, tudi vsi v družini me ful podpirajo. Moja mami kupi vse časopisov, kjer jih se pojavim. Je tako res, da sem na tekočem. Ja, tako res ful lepo, no. Me podpirajo do konca. Lepo, da te podpirajo. Ja. Več ali manj kot 20-krat si čutila poglede sošolcev ali prijateljev, ko je postalo javno, da si Miss? Ne, so te malo drugače začeli gledati? Ali? Ne, mislim, tako vsi so mi lepo čestitali, no. Ni pa zdaj bilo tako nekih, sem tako pogledal ali pa tako, da bi bilo ona nova Miss Slovenije. Ja. Ampak tako, no, vsi so mi sam lepo čestitali, drugače pa tako tudi na faksu še sem pač tista Elen, kad sem bila prej, ni nič drugače. Res gledam na ta naziv sam kot na neko priložnost, no, ne zdaj kot na nekaj, kar bi me kot osebo spremenil. Tako da mislim, da so to itak tudi ostali začutili, tako da ja, je to v bistvu samo neka funkcija, ki jo še zraven opravljam, ni pa to zdaj, da sem jaz neka druga oseba, no. Ja, tudi nimaš še nekih planov, ne, kaj boš točno s tem delala, se mi stavim. Ja. Sponzorske avte, pa oblehe, pa to še pride. To bomo še videli, kako bo, ja. Ok, še zadnje vprašanje. Več ali manj kot 20-krat si med vožnjo popraskala avto? Ali pa pri parkiranju? Manjkrat. A res? Manjkrat, ja. Nisem mi še večkrat zdela, sicer res, da sem tudi mlada, ne. Imam izpit zdaj slabe 2 leti, sem v bistvu še mlada voznica, no. Tako da se mogoče, ko bom starejša, bo to že več kot 20-krat, ne? Bomo videli. Se bo ta statistika spremenila. Ja, ampak zaenkrat manjkrat, no. V bistvu se mi še ni zgodilo, da bi ga prav tako opraskala nekje, da bi se kam zaletela ali pa tako. Ja, tako da upimo, da bo tako ostala, ne. Ja, se pravi, si dobra voznica, bi rekla zase. Ja, z zadržkom. Ja, to ne bi si čisto upala trditi, da sem zdaj ful dobra voznica, ampak se pa rada vozim, no. Sem tudi rada v avtu. No, Elin, želim ti srečne poti, kamorkoli že. Najlepša hvala. In v karieri in s tvojim poslanstvom in tako naprej. Vidim, da te čaka svetla in nasmejana prihodnost. Ja, najlepša hvala. Hvala za obisk. Ja, hvala vam. Petka!